Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, z nami je preko interneta na varni razdalji naš posebni poročevalec iz Miamija, Goran Dragič. Živijo! Zdravo, lep pozdrav. Pozdrav v Ameriko. Goran, predvsem nas zanima seveda, če nam na kratko lahko opišeš, kakšna je situacija pri vas. Tukaj v Miamiju situacija, ne vem, kada v bistvu ljudje so še zmeraj sprehajajo po cestah, polne so plaže, tako da mislim, da nekako vidimo predvsem te mlajše na plažah, ampak definitivno mislim, da se še ne zavedajo, kaj je, in preko slej bo bilo še hujše. Ja, ker zaenkrat Miami je kar stran od New Yorka, za katerega vemo, da je zdajle krizno žarišče v Ameriki in da ga bojo orang nasrkali. Mi pa seveda tudi spremljamo razne klipe z Floride, kako se mularija zabava in samo kva. Ja, mislim, da to ni dobro, no. Glih zadnjič sem videl en posnetek, ko so delali intervju in je rekel, če jaz sem mlad, če dobim ta virus, ga bom prebolel, ampak mislim, da je to neodgovorno, predvsem za starejše ljudi, doma imajo dedke, babice, starše, tako da... Ampak to je bila situacija pred nekaj dnevi, a se že kaj izboljšuje, a že kaj policija ukrepa? Indijci vem... Včeraj so dali ven, da se ljudje ne smejo zadrževati na cestah, tako da danes nisem bil nič zunaj, ampak kakor poročajo, da je že manj ljudi na ulicah, ampak ja, nekateri še zmeraj ne spoštujejo tega. Ok, kako pa izgledajo tvoji dnevi? Seveda, vemo, da si priden, da si doma, vem, da si bil eden prvih, ki je na Instagramu opozoril ljudi in naročil, ostanite doma. Kako se sam držiš tega? Jaz sem že 14 dni doma, zdaj pri meni mogoče malo drugače, imam vrt okoli hiše, tako da sem lahko večinoma časa zunaj, drugače pa probam zapolniti te dneve s treningi, zjutraj imam trening, potem pa delam okoli hiše, barval sem hišo noter vzun, seveda zabavam se z mojimi otroci, delam v šolo doma, tako da. Si predstavljam, da imaš najbrž tudi doma na dvorišču kakšen koš naštiman, da lahko trojke treniraš recimo. Imam, koš imam pred hišo vzuni, tako da malo mečem, potem dostikrat igram kakšen nogomet na vrtu tukaj z mojim sinom Matejom, tako da mi je dovolj aktivnosti, no. Vemo, da so zdaj poletne olimpijske igre prestavili za eno leto. Najbrž si računal na nastop tam, čakaj, smo se sploh kvalificirali, se ne vem. Ja, in nismo se še kvalificirali, ampak jaz osebno ne pričakujem tega, da bom tam, zato ker sem se upokojil. Upokojil? Ja. Kar se reprezentance tiče. Dobro, ampak v NBA boš pa najbrž računaš še na kakšno sezono, koliko še, kaj recva koliko? Ne vem, zdaj to leto mi gre super po operaciji kolena, tako da spet sem nazaj 100%, upam vsaj še kakšne 3-4 sezone, tako da kakšnih 16 sezon, da bi odigral v karieri v NBA, mislim, da bi ta številka, da bi bil zelo zadovoljen s to številko in potem bi šel veselo v pokoj, tako da. Kaj boš pa počel v pokoju? Ja, to so pa tiste malo nemirne vode, ker še glih ne vem, kaj pa kako, tako da mislim, finančno smo preskrbljeni, ampak me tudi malo kar skrbi, treba bo nekaj najti, da zapolnim ta čas, definitivno bom imel veliko več časa za družino, za moje otroke, za ženo. Poslušaj, ne morem si kaj, da ne bi omenil tudi tvojega kolega Dončića, ki je tudi zelo poleg tebe uspešen v NBA. A je med vama kaj rivalstva? Pa mislim, kar igramo eden proti drugemu je, definitivno, kadar si stojiva nasproti, drugače pa tako pa ne. Jaz imam samo pozitivne stvari, z Lukatom se poznam, kaj je bil on 6 let star,
je v bistvu pucal parket na Slovanu, tako da Luko poznam res že ful dolg, tako da želim vse naj. Vidim, da res fenomenalno igra že drugo sezono v NBA, tako da samo tako naprej. A mi lahko mogoče zrihtaš telefonsko od njegove mame? Od njegove mame, bom mogel prvo njega vprašati, če bo dal. A se zdaj kaj, ko sta v karanteni, a se kaj slišta, se kaj pogovarjata? Ja, smo si, parkrat smo si poslali mesec, sem vprašal, kako je, če so vsi dobri, tako da v bistvu tako bolj bežno, da vidimo, kako je. No. Drugače pa tudi on v karanteni, pač vsi NBA igralci smo dobili prav naročilo, da se moramo zadržati doma. Poslušaj, kaj pa o vrnitvi v Slovenijo, kaj razmišljaš takole, mislim, recimo, če bi res zagustilo tam pri vas, a lahko računamo mogoče, da boš pa prišel domov sem v Slovenijo na varno? Ja, kakor je zdaj ta situacija, ne, zato ker vsi klubi so prepovedali igralcem, da v bistvu moramo ostati v mestih, kjer igramo, tako da zaenkrat to ni možno. Drugače pa mislim, da za mene in za mojo družino to nima smisla, zato ker imamo zdravstveno zavarovanje tukaj v Ameriki, če bi se pa vrnil v Slovenijo, ga pa nimamo. Ampak Američana se pa ne počutiš, a ne? Ne, to pa ne. Ne počutim se Američana, tudi kadar bom končal kariero, se mislim vrniti nazaj v Slovenijo, tako da tukaj sem samo zaradi službe posla, drugače pa nazaj lepo domov. Ok, hvala lepa, Goran, pozdrav v Miami, lepo se imej, adijo, pa ostanite zdravi. Hvala lepa, želim veliko zdravja, ostanite doma in skupaj bomo premagali to, tako da čao. Ostanite doma, skupaj bomo premagali to, je rekel Goran Dragić.